To je čas transformacij in spoznanj. Trenutek uvidov in novih strani v pogledu na stare knjige, a ta knjiga se nenehno obnavlja. Biti osredotočen nase, ohranjati svojo zavest in svojo svetlobo je sedaj naloga oziroma prioriteta. Tvoja prioriteta. To je čas, ko spoznavaš, kaj vse te obdaja, kaj te sestavlja, vodi, energijsko polni in na koncu tudi opredeljuje. Človek je veliko več, kot si misliš, in veliko več zmoreš. Zavesten pogovor s svojim telesom prinaša boljše počutje in lahkotnost. Občutek svobode te preplavi, oblije in te zavije, ko se začneš zavedati, da si energijsko bitje in da je tvoje fizično telo le delček tvoje duše. Seveda je v tem trenutku zavedanje fizičnega telesa tisto, kar najbolj občutiš, in ostalo je potisnjeno nekoliko ob stran. A čas je, da se ponovno začuti energetska povezava z ozvezdjem, z materjo, z izvorom. Vse je v redu. Niti ni potrebno hiteti. Transformacije, ki so sedaj v toku, zahtevajo stabilnost fizičnega telesa. Ker telo ni navajeno na tako močne energije, hkrati pa zaznava in sprejema vse, kar se dogaja okoli njega in v materiji, zato se lahko tudi utrudi. In tako utrujeno telo potrebuje nego. Potrebuje nežnost, ljubezen, razumevanje. Vse je v redu. In v počasnem ritmu trenutka se vse odvije po svojem načrtu. Drži svojo zavest, svoje zavedanje in svoje svetenje v lastni energiji. Kdor se tega zaveda v tem trenutku, pogosto niti ne zazna, kaj v resnici se dogaja in kaj dosega. To so kot vrhovi gora in na višini je zrak redkejši, zato se vse umiri. Dovolj je, da počivaš in razumeš, kaj telo v resnici potrebuje. Poslušaj svoje srce, zato da lahko delaš in živiš radost. Pogovarjaj se s svojimi celicami. Zaupaj v veličino svojega obstoja.